Mesec je naokoli, z vami pa smo dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer v že kar 10. oddaji Aktualno na GFML. Kot že veste, na naši gimnaziji zbiramo denar za izgradnjo dvigala s prizidkom in ravno v ta namen je 31. januarja potekala dobrodelna prireditev Gimnazijci gimnazijcem. Dobrodelna akcija zbiranja sredstev za izgradnjo dvigala za gibalno ovirane osebe poteka že od oktobra. Moram reči, da je ideja o tem, da bi se zbirala sredstva z zbiranjem zamaškov, nekako zrasla na našem območnem združenju, takrat, ko se je pojavila vloga Martine za voziček. In ker se je pokazalo, da je več dijakinj v gimnaziji potrebnih takšne pomoči, ker so gibalno ovirane, smo se nekako spomnili, da bi šli v eno širšo humanitarno akcijo, kateri so se pridružili vsi Rdeči križi, vsa območna združenja Rdečih križov z Pomurja in smo začeli z akcijo zbiranja zamaškov in pa tudi denarnih sredstev. V tem času je bilo zbranih okrog 3000 evrov in čez 3600 kg zamaškov. Res bi se zahvalila tudi vsem donatorjem, ki so posamično nakazovali kakšna sredstva, in pa bi prosila, da se še tudi lokalne skupnosti, društva in pa tudi posamezniki še vedno vključujejo v akcijo, kajti s tem bojo pomagali vsem tistim, ki bojo v bodoče hodili na gimnazijo in bodo kakorkoli rabili pomoč v obliki dvigala. V torek 31.1.2012 pa se je v Šicu zgodila tudi prva večja prireditev v sklopu akcije. Dobrodelna prireditev z naslovom Gimnazijci gimnazijcem. Z bogatim kulturnim programom so se številni publiki predstavili sedanji in nekdanji ljutomerski dijaki. Prava je beseda, v tem svetu vlada prava zmeda. Ljudje kričijo, trpijo in se ne pustijo, a včasih nekaj pomoči dobijo. To zelo pomembno je, saj tako vztrajajo in ne odnehajo kar tako. Danes pomoč ponudi eden, jutri to storita dva. Kmalu nas je prava četica. S tem dan za tep dokazujemo,
da v svetu ne vlada le trpljenje, včasih končno preneha se ihtenje. Pomembno je, da takrat nastopi veselje in ne brezglavo norenje. Lepo je, da nekoga več ne stiska mraz, te več lahko vidiš njegov pravi obraz. Recitacije dijaške in avtorske poezije so se izmenjavale z glasbenimi in s plesnimi točkami. Izkazali so se številni talenti, ki so drug ob drugem kot kamenčki izpolnili mozaik GFML. Don't sweat that, you're the type of a dude and we're keeping this cool and you're making a move. Don't sweat that, maybe take your time. If you get me on the line, don't let it all run. Don't sweat that, I wanna confess, I wanna say yes, I wanna undress. Don't sweat that, Zvesto v srci in delovno ročico za dotok je. Nima milijonarka, bi bil dobil z izvorjeno devico. Mozaiku so na koncu svoj kamenček dodali tudi profesorji. Trud in dodelani nastopi so bili nagrajeni z bučnim aplavzom ob koncu prireditve in še naslednje dni je na GFML bilo čutiti navdušenje in zadovoljstvo tako dijakov kot vseh, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi prireditve. Dobrodelna prireditev je uspela v vseh ozirih, tako po številu gledalcev, ki je bilo presenetljivo veliko. Dvorana je bila praktično polna.
tako po številu nastopajočih, raznovrstnosti in tisto, kar je najbolj pomembno, zopet smo dokazali, da znamo stopiti skupaj, ustvariti neko prireditev, nek dogodek, ki nima samo odmevne medijske popularnosti, ampak tudi nek namen, in ta namen je bil dobronameren za zbiranje sredstev za to dvigalo. Vsi, ki so z nakupom vstopnic izkazali solidarnost in zanimanje za dogajanje na naši gimnaziji, so s tem tudi finančno močno pomagali pri investiciji, saj je bilo na prireditvi zbranih čez 5000 evrov. To je bil prvi, a kot kaže, ne zadnji dogodek v sklopu akcije. Naslednja prireditev bo v ponedeljek 27. februarja, to je prvi dan po počitnicah zimskih. In sicer bosta to dva muzikla v izvedbi dveh znanih skupin, pravzaprav ene znane, ene malo manj znane. In če pa hočete kaj več videti, boste si jo pa morali pogledati. Do takrat pa pridno zbirajte zamaške in pošljite kak SMS. Za vsak vaš prispevek se vam GFML-jevci še enkrat zahvaljujemo. Tik pred nami so informativni dnevi. Našo šolo pa smo že predstavili bodočim dijakom na njihovih šolah. V času od novembra do januarja smo imeli priložnost predstaviti našo šolo na 10 osnovnih šolah v pomurski regiji. Povabili so nas osnovne šole iz Čenšovcev, Beltinec, Murske Sobote, Cezanjevec, Kuzme, Stročje vasi in Ljutomera, Svetega Tomaža, Ivankovcev, Miklavža in Lendave. Naštete osnovne šole so za svoje učence organizirale že skoraj tradicionalne tržnice poklicev, na katerih srednje šole predstavijo svoje programe bodočim dijakom. Našo šolo smo zastopali ravnatelj Zvonko Kustec, profesorji in dijaki. Tako smo se na vsaki izmed šol trudili predstaviti našo šolo na različne načine in hkrati odgovoriti na vprašanja bodočih srednješolcev. Le-ti so lahko med prijetnim klepetom prelistali naše generacijske knjige, mesečnike, ostale publikacije in gradiva. Poklepetali z našo učiteljico angleščine Beverly Landrycomb, povedali nekaj besed za našo oddajo ali se preprosto lepo sladkali z bombonom. Ste mi podrobneje predstavili šolo, tudi ste mi opisali, kako so profesori, vse ne, super, vse v pozitivni stvari, tako res super ste. Bodoče dijake predšolske vzgoje smo privabili z naprstnimi lutkami, ki so si jih lahko s pomočjo naših dijakov izdelali in odnesli s sabo. Jaz predstavljam program predšolske vzgoje, se pravi, mi se ukvarjamo bolj z tem, da bomo nekoč svoj poklic usmerili z otroke. Imamo neke brošure, pripravili smo tudi izdelke, katere delamo v šoli. Drugače pa meni se predšolska vzgoja zdi zelo v redu program. Če bi še enkrat se vpisala v to šolo, bi se vpisala še enkrat na predšolsko vzgojo. Vse dijake pa smo obenem tudi s kvizom preizkusili, če so iz pravega testa za bodoče GFML-jevce. Matura, ne vem, pravijo, ko je najtežko. Zdaj, jaz sem še provala na lastni koži, ko bi ti iz lastnih izkušenj povedala. Drugače je pa fajn, zdaj v 3. letniki so na novo uvedle, ko imamo kak izbirne predmete, si lahko izberemo tudi poudarjeno kemijo, biologijo ali pa fiziko, ker so to 3 predmeti, ker so težje na mature in s tem že vadimo v 3. letniki za maturo, nekako ponavljamo za nazaj, vadimo za naprej, naprimer pri kemiji, ko se izpopolnimo v laboratorijskom delu, pri fiziki določene eksperimenti, ker smo pri pouki najladali pokazati, se pokažejo tu in razložijo in se rešavajo naloge, vadijo se vaje za test. Naprimer pri biologiji je dosta terenskega dela, kar ti tudi pride v poštej pri mature, tako se splača tudi to vzeti. Sedaj, ob koncu tržnice, lahko rečemo, da so bili ti meseci uspešni. Saj nas je pobliže spoznala velika večina bodočih srednješolcev. Upamo, da se bomo lahko z njimi srečali v novem šolskem letu, ko bodo prestopili prag naše gimnazije Franca Miklošiča. Seveda pa se morajo dijaki 4. letnikov odločiti, na kateri študij bi se radi vpisali. In ravno ta namen je v Murski Soboti na ekonomski šoli potekal predinformativni dan. V sredo, 11. januarja, je na ekonomski šoli v Murski Soboti potekal predinformativni dan
imenovan Informativa Pomorje 2012, ki je bil namenjen dijakom pomorskih srednjih šol. Z namenom, da nam pomagajo pri tako pomembni odločitvi, kot je izbira nadaljnjega šolanja, ter da nam približajo študijske programe, se nam je predstavilo več kot 30 fakultet. Pri predstavitvah, ki so se v prostorih Ekonomske šole Murska Sobota pričele ob 12. uri, so sodelovali tudi študentje, ki so z nami delili svoje izkušnje s študijem, ter nam veliko povedali tudi o obštudijskih dejavnostih. Dijaki 2. E so se udeležili mednarodne izmenjave na Finskem. Dijaki 2. E razreda gimnazije Franca Mikloša Ljutomer smo v nedeljo 15.1.2012 odšli na Finsko kot evropska izmenjava. Na Finskem smo videli veliko zanimivih stvari. Med drugim smo poizkušali savno ter ledeno kopanje, pri katerem smo pri minus 15 stopinj Celzija stopili v vodo ter se razgibali ter skočili ven. Videli smo tudi znanstveni center, ki bi ga nekako lahko enačili z našo hišo eksperimentov, vendar je bil veliko večji. Poskusili smo tudi hokej in umetnostno drsanje, pri čemer smo bili zelo uspešni. Med drugim smo veliko jedli rženi kruh, maslo in pili mleko, saj je to pri njih nekako tradicionalno, kot da bi pri nas jedli šunko. Obiskali smo tudi Božičkov vas v Rovaniemi. Tam smo videli Božička, se z njim slikali ter nas je lepo pozdravil, ter nam želel vesel Božič, čeprav je bil že januar. Isti dan smo odšli v živalski vrt Tranova, kjer smo srečali veliko polarnih živali, med drugim polarnega medvedka, ki je pravkar imel mladiča. Finci so nas peljali okrog po svojem mestu Liminka, da nam ga razkažejo. Najprej so nam pokazali vrtec, nato še primary school in secondary school. V vrtcu in obeh šolah je bilo vse pohištvo zelo novo in lepo. Otroci so se vedli zelo solidarno ter so bili pridni in so poslušali. Nato so nas peljali še v umetniško šolo. V tej umetniški šoli so se učili vseh zvrsti umetnosti, učenci pa so prihajali iz vseh dežel Evrope, nekateri tudi izven Evrope, starost pa je njihovala med 20 in 80 letom. Poleg tega smo še imeli karaoke ter zimske igre. S svojim obiskom na Finskem smo poznali nove prijatelje, s katerimi smo navezali stike, spoznali smo novo kulturo in običaje in to nam bo ostalo vedno v spominu. Na naši gimnaziji vsako leto poteka projektni teden, v sklopu katerega se odvija veliko dejavnosti. Prvi letniki so zaključili svoj prvi projektni teden, ki je imel vodilno temo organske molekule. Delo je potekalo neobičajno, kar je bilo dijakom posebej všeč in jim je vzbudilo še toliko večje zanimanje. Pri kemiji so se pozabavali z poučnim kemijskim programom Kemskečem. Risali so namreč molekule, istočasno pa so jih sestavljali tudi z modelčki. Zanimivo obarvano delo pa je bilo tudi pri biologiji. Delo je potekalo v laboratoriju, kjer so dijaki s pomočjo barvnih reakcij ugotavljali prisotnost živih organizmov. Tudi pri fiziki so se vršili poskusi, in sicer v stisljivosti snovi in površinski napetosti, dodatek praktičnemu delu pa je bila še teorija o zgradbi snovi. Pri matematiki pa so dijaki zbirali različne podatke in jih nato obdelali s pomočjo računalniškega programa Excel. Molekula in zgodovina. Zelo zanimiva povezava. In kaj imata skupnega likovna umetnost in molekula, so bila vprašanja, ki so od dijakov zahtevala malo raziskovalnosti in sklepanja. Krovna tema prvega projektnega tedna, ki je potekal za dijake 2. letnika gimnazije od 16. do 20. januara, je bila agresivnost skozi prostor in čas. Tema se je obravnavala pri predmetih, kot so zgodovina, psihologija in geografija. Seveda so dijaki ta problem obravnavali tudi pri pouku slovenščine s pomočjo različnih knjižnih del in pri obeh tujih jezikih. O tem, kako in zakaj človek uporabi nasilje, pa so spregovorili tudi pri pouku biologije. Za iztočnico spoznavanja agresivnosti je služila vsebina ogledanega filma Krvavi diamant. Četrtek pa je bil dan namenjen mednarodni strokovni ekskurziji v Maribor,
kjer so si dijaki v okviru pouka KIS ogledali Mariborsko univerzitetno knjižnico, obiskali pokrajinski arhiv Maribor in se udeležili zanimivega predavanja o pravični trgovini. Dijaki 3. letnikov smo imeli projektni teden na temo prevajanje, kjer smo lahko preizkusili znanje tujih jezikov. Tako smo pri uri zgodovine dobili zelo zanimivo, a hkrati tudi zelo zahtevno nalogo. S pisnimi viri v nemškem, angleškem in francoskem jeziku smo se pomočjo zgodovinskega učbenika morali napisati članek na temo, ki nam jo je dal profesor Franci Čuš. Prevajanje smo nato nadaljevali pri urah angleščine in nemščine. Še prej pa smo se o samem prevajanju poučili na predavanju, ki ga je vodila gospa Maja Cimprič. Izvedeli smo, da recept za uspešno prevajanje sloni na znanju, drznosti in domišljiji prevajalca. Vse te nasvete smo nato uporabili pri uri nemščine, kjer smo se lotili prevajanja vsem poznane televizijske serije The Simpsons. Zanimiv in hkrati poučen teden smo zaključili s predstavitvami, kjer smo predstavili vse, kar smo počeli v projektnem tednu. Od 23. do 26. januarja je za dijake drugih letnikov vzgojiteljskega programa potekal prav poseben projektni teden. Namreč, dijaki smo se lahko tudi prvič preizkusili v praksi v domačih vrtcih. Vsak dijak si je individualno izbral svoj vrtec in ga obiskoval 4 dni, ter si beležil in zapisoval vse podrobnosti o vzgoji z otroki. Po zaključnem obiskovanju vrtcev smo se v petek odpravili v šolo, združili oba vzgojiteljska razreda in predstavili svoje vtise, spoznanja, novosti, razlike ter navdušenja. Kot vsako leto smo tudi letos dijaki bili na raznih ekskurzijah, kjer smo pridobili nova znanja in se zraven seveda tudi zabavali. V torek 21. smo imeli prvi letniki medpredmetno ekskurzijo v Ljubljano. Naš ogled smo pričeli pri Narodni univerzitetni knjižnici oziroma na kratko NUK. Po vstopu skozi temno preddverje smo po 35 stopnicah prišli do zelo svetle čitalnice. Ta prehod si je zamislil arhitekt Jože Plečnik, predstavlja pa človeka in njegovo pot od neznanja proti znanju. Še več umetnosti pa smo se naučili v Slovenski narodni galeriji. Tam smo se dijaki razdelili v 2 skupini. Izbirali pa smo lahko med 2 razstavama. Nekaj dijakov si je ogledalo evropske mojstre, ostali pa smo se sprehodili po umetnosti na Slovenskem. To je pa bilo za tisti dan vse v povezavi z umetnostjo. Na vrsti je bila namreč hiša eksperimentov, za marsikoga najbolj zanimiv in težko pričakovan del ekskurzije. Po začetnih navodilih smo se razkropili po 3 nadstropjih razstavljenih eksperimentov in ugotavljali, kaj moramo početi oziroma kako je takšna stvar sploh mogoča. Vsi smo bili veseli, ker smo lahko vse počeli sami in strinjamo se, da smo se tako tudi največ naučili. Po končanem strokovnem delu pa smo imeli na voljo še 1,5 ure, ko smo lahko hodili ob Ljubljanici, obiskali grad, nakupovali ali pa se celo srečali z bivšimi sošolci. V koncu dneva pa smo se vsi strinjali, da je bila ekskurzija izvrstna in komaj čakamo naslednjo. Dijaki 3. letnikov smo se v sklopu projektnega tedna odpeljali na enodnevno ekskurzijo v slovensko prestolnico Ljubljano. Najprej smo si ogledali slovenski parlament. Vanj smo vstopili polni navdušenja in zanimanja. Sledil je ogled preddverja velike dvorane, ki je na zgornjih delih sten okrašen s fresko. Slednja predstavlja zgodovino Slovencev od naselitve do obdobja po 2. svetovni vojni. Končno smo prišli v veliko dvorano, v kateri je 150 sedežev, ki se krožno v obliki amfiteatra spuščajo proti osrednjemu krogu. Nato smo si ogledali Evropsko hišo, kjer so nam predstavili možnosti mednarodne izmenjave za dijake in študente, ter nam na kratko predstavili Evropsko unijo, njeno delovanje in možnosti zaposlitve izven meja Slovenije. Nazadnje smo se odpeljali na Brdo pri Kranju, kjer so nam predstavili protokolarni objekt, ki je najbolje vzdrževan dvorec v Sloveniji. Dan smo zaključili s sprehodom po poti okoli posestva Brdo. Dan v Ljubljani je bil mrzel, zanimiv, zabaven in poučen.
19.1. smo si dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, natančneje dijaki vzgojiteljskega programa v Murski Soboti, ogledali predstavo Podarimo srečo. Učenci osnovne šole 4 in njihovi mentori so predstavili zgodbo Hansa Christiana Andersena Snežna kraljica. Vloge so odigrali učitelji osnovne šole, učenci pa so predstavo popestrili s plesnimi, pevskimi, inštrumentalnimi točkami. Na naši gimnaziji že od začetka šolskega leta poteka projekt Znanost ima mlade, s katerim želimo širši javnosti približati znanstveno delo nekdanjih dijakov, ki so postali doktorji znanosti. Tokrat smo v okviru projekta Znanost ima mlade gostili gospoda dr. Janka Slaviča. Dr. Janko Slavič se je rodil leta 1978 v Murski Soboti. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Ljutomeru. Gimnazijo Franca Miklošiča in maturo je izdelal z odličnim uspehom. Leta 1997 se je vpisal na univerzitetni študij Fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki ga je v letu 2001 z odliko predčasno končal. V študijskem letu 2001-2002 se je vpisal na podiplomski študij Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Pri 27 letih je v letu 2005 zagovarjal doktorat z naslovom Nelinearna in nezvezna dinamika sistema diskretno definiranih togih teles z enostranskimi kontakti. Za predčasno dokončanje doktorskega dela je v letu 2005 dobil priznanje Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Po zaključku doktorata je v akademskem letu 2005-2006 pridobil Fulbrightovo štipendijo in kot gostujoči raziskovalec raziskoval na The University of Texas at Austin, Texas, ZDA. Naš gost nam je med drugim zaupal tudi, kakšne so bile prednosti študija v tujini. Bilo mi je zelo koristno, videl sem, kako so stvari lahko drugačne, videl sem, v čem smo mi lahko boljši. Bolj se človek zaveda tega, kaj sam je, če vidi, kaj drugi so. Ne? In nasplošno mi je bila ta izkušnja pozitivna v znanstvenem, pa tudi v osebnem smislu. Prva stvar, ki sem v Ameriki videl, je, da sem imel občutek, da ima tam pa toliko denarja. Tak, da. Mislim res, ker tam je bila univerza, na kateri sem jaz bil, je bila ogromna univerza. Oni so imeli, mislim res, v Sloveniji se govorimo o tem stadionu, ko ga imamo v Ljubljani, sedaj pa ima ne vem koliko ima relativno malo teh sedežev, če tako rečem. Oni so imeli tam v Ameriki za 105,000 stadion, za 105,000 gledalcev je univerza imela stadion in to je bil samo za ta American football. Za bejzbol je bil za 45,000. Potem so imeli še za softball, kar je ženska različica bejzbola, je pa bil za, mislim, da za 32,000. Teda čisto druge proporcije so bili, pri čemer pa je sama univerza bila pa podobno velika, kot je pa Ljubljanska univerza. Je bilo približno podobno študentov. Tako da prva razlika je vsakakor bilo, da se meni zdelo, da je to zelo blizu neke obljubljene dežele, no, tak v smislu, koliko je bilo tam možnosti. Ena stvar, druga, ki me je zelo presenetila, pa ki te zelo tudi potegne kot študenta, tam je bistveno drugačna študijska kultura. Če samo en aspekt tega podam, kampus je bil približno tako velik, kot je, če probam z Ljutomerom primerjati, kot je mogoče celi Ljutomer tukaj. Bom rekel, da od tukaj pa gor do cerkve, pa do pokopališča, pa zamejen z železnico nekako. Nekako to je bil vse kampus in znotraj vsega tega tukaj je bilo marsikaj. Med drugim tudi odlične knjižnice. Knjižnica, ki je bila večja kot je recimo NUK. In tista velika knjižnica, pa tudi druge knjižnice so bile odprte do 2 zjutraj in so se ob 5 ponovno odprle. In študenti so tam študirali in so delali tudi po fakultetah in so delali do, jaz sem včasih
jaz sem imel tam neko pisarno, jaz sem lahko prišel tja, kadar sem hotel. In če sem jaz tam prišel ob 10, so še študenti vedno tam študirali. Po knjižnice so bili vedno. Ko je bil pa, recimo, ko pa je bilo izpitno obdobje, so pa knjižnice bile odprte 24 ur na dan. In študenti so dobili zastonj kavo pa nekaj kolačke. Tako da, recimo, mislim, čisto drugačno. To človeka zelo potegne, študenta zelo potegne in hoče oni biti tam najboljši in se trudijo, pa še bolj študirajo. Gosta pa smo poprašali tudi o njegovih srednješolskih letih. Srednje šole ziher ne bi spremenil, ne, to 100%, ne, bi sem vesel, da sem v Ljutomeru nekako odraščal in da sem imel priložnost biti na gimnaziji Franca Miklošiča takrat, ko mogoče še ni bila tako zelo znana, kot je danes, ko se je dejansko začenjalo ta ugled zelo dobro širiti nekako in bi še z veseljem enkrat prišel sem v srednjo šolo, no, tako da ne bi ničesar tukaj spremenil. Na gimnaziji smo ponosni, da imamo znanstvenike, ki svoje znanje, ki so ga pridobili na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, širijo po vsem svetu. To je bilo tokrat vse, več o naši gimnaziji pa lahko izveste na naši spletni strani. Nasvidenje.